Geodetska uprava Republike Slovenije je poslala na naslove prebivalstva informativni izračun vrednosti nepremičnin. V teh dneh, ko je to ena od glavnih tem, sicer ne odmevatkov v medijih, med ljudmi pa zelo, jaz pravzaprav nisem srečal nikogar, ki je ta izračun dobil in ki bi potrdil, da je vse v redu z njim. Očitno pa je, da gre za deljeno krivdo. Za del teh napak smo zagotovo krivi sami, oziroma so krivi lastniki teh nepremičnin, vkolikor niso uredili vpisov v zemljiške knjige in ostale dokumentacije. Tega je kar precej, to je treba priznati. Je pa očitno prihajalo tudi do velikih sistemskih napak zaradi napačnih ali pa namerno napačnih precenjenih vhodnih podatkov, ki pa jih je vnašalo uradništvo oziroma za katere je odgovorna vlada oziroma Geodetska uprava Republike Slovenije. Tako so recimo izjemno visoko ocenili kmetijske površine, daleč nad kakšnokoli realno vrednostjo, kar seveda ne more biti slučajno, očitno so bili tukaj sistemsko vnašani nerealni vhodni podatki. Potem so mnogi dobili podatke za nepremičnine, ki jih ne posedujejo. Eden od naših poslancev je recimo dobil obvestilo, da je solastnik stanovanja, drugi solastnik ne bi bila država, ki ga nikoli ni kupil, nikoli ga ni posedoval. Skratka, govorim na podlagi zelo konkretnih primerov, tukaj je prišlo do sistemskih napak in nima smisla, da zdaj te stvari odpravljamo z kilometrskimi vrstami pred okenci geodetskih uprav. Zato smo mi že včeraj preko, oziroma naša poslanska skupina že včeraj pozvala predsednika vlade, naj vlada ponovi vajo. Geodetska uprava Republike Slovenije naj prvič podaljša rok za pripombe. Tisti, ki niso uredili dokumentacije in so sami krivi za nerealne podatke, naj tem podaljšanem roku seveda to uredijo. Hkrati pa naj Geodetska uprava na podlagi teh pripomb, ki jih je na tisoče ali pa na 10 tisoče in ki kažejo na sistemske nepravilnosti tega obračuna, to vajo ponovi in naredi še enkrat te izračune in še enkrat pošlje v tem ljudem. Brez tega, da bi vsak posebej to zahteval in da bi se zdaj udušili v administraciji, ki bo ogromno stala in veliko vprašanje, kdaj bo stanje urejeno. Torej gre za pomembno stvar, gre tudi za pomembno stvar z vidika javnih financ, ker je ta operacija vrednotenja nepremičnin ogromno stala. Delno je bila financirana z sredstvi Svetovne banke, vendar pa je veliko vprašanje, kako so bila ta sredstva porabljena, glede na to, kakšen je zdaj končni rezultat, ki ga vsi dobivamo v roke.